Bangui diviene la capitale spirituale del mondo. Danes je Bangui postalo duhovno glavno mesto sveta. Sveto leto usmiljenja prihaja najprej v to deželo, ki že več let trpi zaradi vojne, sovraštva, nerazumevanja in pomankanja miru, je dejal papež Frančišek med mašo v Srednjeafriški republiki. Pri maši so se zbrali redovniki in redovnici ter številni mladi, sveti oče pa je še posebej molil za mir po svetu. Nekateri v tej deželi so tako obupani, da nimajo več moči, da bi ukrepali in čakajo le še na miloščino. Vsi mi pa pričakujemo miloščino miru, je poudaril. Povedal je, da nima srebra ali zlata, prinaša pa jim moč za novo življenje. Jezus nas ne pošilja same na drugo stran obale, ampak hodi z nami, je dejal. Po njegovih besedah je treba zgraditi cerkev, ki je odprta vsem, kar vključuje bližino do naših bratov v potrebi in duh občestva. Po papeževih besedah ne gre najprej za vprašanje materialnih sredstev, ampak je treba podeliti življenje z božjim ljudstvom in biti pričevalci neskončnega božjega usmiljenja. Jezus nas uči, da nebeški oče daje sonce hudobnim in dobrim, tako nas uči popolnosti, kakršen je on, kar po papeževih besedah pomeni znati odpuščati. Ena od temeljnih zahtev te popolne ljubezni je namreč ljubezen do sovražnikov, ki nasprotuje spirali nasilja in maščevalnosti. Evangelizatorji naj bi bili torej najprej strokovnjaki odpuščanja in usmiljenja. Tako lahko pomagamo našim bratom in sestram, da bodo šli na drugo stran reke. Podelite z njimi naše veselje, ki ima izvir v Bogu, saj temelji na gotovosti, da je on na ladji z nami, je poudaril. V nagovoru je spregovoril tudi o pomenu pravičnosti, katere temelj je Bog. Zato naj bi kristjani postali strokovnjaki pravičnosti. Slednje pa ima okus po ljubezni. Bog, ki prihaja k nam, je namreč predvsem ljubezen. Kjer vladajo nasilje, sovraštvo, nepravičnosti in preganjanja, so kristjani poklicani pričevati za tega Boga, ki je ljubezen, je bil odločen Frančišek. Duhovnike, posvečene in laike je opogumil, naj herojsko živijo krščanske kreposti. Pred očmi naj bi vedno imeli prve krščanske skupnosti, za katere so govorili: glejte, kako se ljubijo. Božja moč pa je po drugi strani tudi nepremagljiva, je poudaril Frančišek, ter nadaljeval: Bog je močnejši od vsega in vse, ki nepravično uporabljajo orožje, pozval: odložite orožje, oborožite se s pravičnostjo, ljubeznijo in usmiljenjem, ki so zagotovila miru.